in smo prišli skoraj do konca, kajti naslednja poteza je vaša. Akcija je torej na vaši strani. Sprehodili smo se skozi komplet Hudo kartice 21 in se dotaknili oblik nedovoljenega komuniciranja. V slehernem okolju so morski psi ali veliki komunikacijski problemi in majhne komunikacijske težave ali pršice. Poudarili smo pomen 4 ušes za uspeh, torej da upoštevamo v komunikaciji, v organizaciji, vsebino, govornika, odnos, ki ga imamo do njega in seveda tudi vpliv, ki ga želimo doseči s komunikacijo. Postali smo pri opredelitvi, kaj pomeni komuniciram hudo. Torej, mislimo in govorimo lahko enako ali pa različno. V organizaciji, kjer obstaja komunikacijsko ugodno delovno okolje, je torej takšno ozračje. Prvega vtisa prav tako nismo spregledali, prav tako smo se lotili, kako izvabiti iz ljudi najboljše. In se vprašali, kakšen je naš šef, kako komunicira šef. Je nedorečen, je brezoseben ali pa je komunikacijsko zaželen. To je takšen, ki zna biti konkreten pri navodilih in mu seveda ni odveč, da preveri, če smo razumeli, kar nam je naročil ali smo se dogovorili. Tudi reševanje konfliktnih odnosov je bila naša tema. Pa težave, ki se jim prilagajamo in seveda problemi, ki jih nikakor ne smemo pomesti pod preprogo. Napake na poti učenja so nekaj vsakdanjega, tudi v podjetju in organizaciji nasploh. Pomembno je, da smo v slehernem podjetju vsi prvi, torej ni bolj in manj zaslužnih. In pa, kaj je pravzaprav asertivno okolje? Zelo preprosta definicija, da se nekje ujema naša verbalna in neverbalna komunikacija oziroma da naša dejanja dejansko podkrepijo naše besede. Komuniciram kakovostno, komuniciram ustvarjalno, podjetno in aktivno. To pravzaprav pomeni tudi opredelitev podjetja kupa komunikacije. Komuniciram aktivno preprosto pomeni seveda, da je treba spregovoriti in umolkniti, kot bi dejala filozofija Zen, v pravem trenutku. Za slovenska podjetja še posebej se mi zdi pomembna teorija presečne množice. To je takrat, ko slišimo izgovore, to ni moje delo, ne vtikam se v to, me ne zanima, rajši ne bom nič rekel. In hudo se piše tudi v komunikacijskem in poslovnem smislu, seveda organizacijam, kjer je ta presečna množica med oddelkom A in oddelkom B prazna. Moč povratne informacije je seveda neizmerna. Oblikovanje hudo ozračja pa seveda tudi, ampak zamesimo lahko takšno ozračje le s pravimi sestavinami, torej moramo biti zelo pozorni že pri izbiri sodelavcev in seveda tudi pri njihovem napredovanju. Nekdo je lahko izreden izvrševalec nalog, nima pa sposobnosti voditelja, vodenja in komuniciranja s svojimi sodelavci. Kdo je komu lojalen, smo se spraševali in se dotaknili večne teme, kaj prej kokoš ali jajce. Ali je lojalen delavec podjetju, kjer je zaposlen že 30 let, ali pa morda, velikokrat je tako, prav podjetje delavcev. Kaj je timsko delo, ki to ni, nas je zanimalo in smo ugotovili, da se marsikje velikokrat timsko delo tudi preprosto pokoruzi. In danes, ob koncu našega druženja 21 poletnih dni, zaključujemo z ugotovitvijo, poštena komunikacija je zakon. Izogibajte se torej majhnim prepirom, kajti ti dosti bolj utrujajo kot veliki posli, bi lahko rekli ob koncu. Vabljeni, da nas najamete za seminar, delavnico, predavanje na temo hudo. Komunikacijsko ugodno delovno okolje utegne v svetu konkurence, izzivov postati tako pomembna ločnica, kot je družbena odgovornost in seveda boj za nenehno preživetje in ustvarjanje dobička na trgu. Samo zadovoljni delavci v komunikacijsko ugodnem delovnem okolju namreč lahko ustvarjajo zadovoljne stranke.